Vstop na trg tujih držav ni enostaven. Ekonomski svetovalci, trenutno jih po svetu dela 22, svojim znanjem, izkušnjami in poznavanjem razmer v državah, v katerih delujejo, v prvih korakih vstopa na tuje tržišče slovenskim podjetjem lahko veliko pomagajo. Glede na naše planirane širitve v prihodnjih letih na trge preko oceanov, Amerika in pa Kitajska, seveda nam, moram reči, zelo stoji ob strani in nam že tudi zelo pomagajo. Srečuješ določene ljudi, ki so prisotni v teh državah, to so predvsem svetovalci, kdaj pa kdaj dobiš tudi kakšno pošten namig in vse to ti pride prav. Prav to je poslanstvo gospodarske diplomacije, pove generalna direktorica Alenka Suhadolnik, po rodu Novomeščanka, ki se dobro zaveda, da je treba mrežo ekonomskih svetovalcev v državah tretjega sveta okrepiti. Glede na ambicije slovenskega in dolenjskega gospodarstva, da se odpravi tudi na tretje trge, tam je pomoč naših ekonomskih svetovalcev še posebej pomembna. Zato bodo v prihodnjih 5 letih usposobili 18 novih ekonomskih svetovalcev, še dodaja. Dolenjsko gospodarstvo je v glavnini izvozno naravnano in kot tako veliko prispeva k 80-odstotnemu izvozu, ki ga slovenska podjetja ustvarijo v državah znotraj Evropske unije. Cilji Gospodarske zbornice Slovenije v prihodnje pa so mnogo višji. Do leta 2025 želimo povečati izvoz iz letošnjih približno dobrih 40 milijard na 50 milijard do leta 2025, ter seveda dvigne tudi dodano vrednost naših izdelkov na 60.000 evrov. Kar ne bo lahko, računajo tudi na pomoč gospodarske diplomacije, da bo predvsem manjšim in srednjim podjetjem znala pomagati pri prodiranju na tuje trge, je še dodal Gorjup.